Dobrodošla, Jerneja Juk-Jerše, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Kaj Evropska komisija oziroma predstavništvo predstavlja za državljane Slovenije? Najlepša hvala najprej za vabilo. Predstavništvo Evropske komisije so v bistvu oči, ušesa pa glas Evropske komisije v Sloveniji, hkrati pa tudi mi smo na nek način glas tudi za v Bruselj, da oni vejo, kaj počnemo. In mi se z državljani pogovarjamo, se posvetujemo, pa tudi povemo jim, kaj v bistvu smo v Bruslju sprejeli, pa sporočimo tudi nazaj. Ker ste to tako lepo prelili tudi v publikacijo Circular Insider, kaj je bil ta razlog v bistvu za to naše super sodelovanje? Circular Insider smo prepoznali kot publikacijo, ki v bistvu dobesedno predstavlja, kaj želimo mi povedati z Evropskim zelenim dogovorom. Ta Evropski zeleni dogovor v bistvu na nek način ustvarja pogoje, da bo naša prihodnost bolj zelena, boljša, pa tudi pravičnejša. Evropski zeleni dogovor v bistvu vključuje tudi krožno gospodarstvo in mi sodelujemo v bistvu cel čas z vlado, parlamentom, gospodarstvom, nevladnimi organizacijami, vse dogodke, ki jih delamo. Zakaj? Ravno zato, da predstavimo tale dogovor Slovenkam in Slovencem. Tu je zelo, zelo pomembno, da vemo, da Evropski zeleni dogovor ni le tista nuja, ki jo moramo narediti, ampak tudi velika priložnost. In v 2022, kaj bi bilo tisto, kar bi lahko rekli, da bomo prelili v priložnost? Če pogledamo, predstavništvo ima za naslednje leto 3 take velike cilje. Prvi je zeleno in digitalno, drugi je okrevanje in odpornost, tretji so pa mladi v okviru Evropskega leta mladih. Tako kot vidite, Circular Insider bo pasal pod to prvo prioriteto. Prima, tako da bomo nadaljevali s tem in kaj Jerneja v zasebnem življenju počne, da je bolj krožna in trajnostna? Vedno se trudim, da okolju, kar se le da, ne škodujem preveč. Vsekakor, kadar je le to možno, v službo grem s kolesom, zelo pridno in vestno ugašam luči, pa tudi kar zelo dosledno recikliram, pa tudi kaj drugega še. Vse, kar se da za okolje. Odlično in lepo je slišati, kako vsak od nas lahko nekaj naredi, zato da nam je vse skupaj bolje in da smo še bolj trajnostni in krožni. Tako da hvala lepa za pogovor. Hvala.